Na letošnjem predzadnjem sredinem GZS mreženju so se predstavniki slovenskih podjetij na več kot 70 individualnih sestankih srečali s predstavniki gospodarstva držav Višegrajske skupine. Ocenjujemo, da zadeva sigurno lahko padne na rodovitna tla tudi za kasnejše poslovno sodelovanje. Ob priložnosti kvalifikacijske nogometne tekme Slovenija-Anglija je Slovenijo obiskala delegacija britanskih poslovnežev. Na dogodku z naslovom Sport Meets Business, ki sta ga pripravili Gospodarska zbornica Slovenije in Britansko-slovenska gospodarska zbornica, so potekala bilateralna srečanja med gospodarstveniki obeh držav. Pridružili so se jim tudi nekateri zanimivi gostje iz sveta nogometa. For me, one of the biggest things is you have to have a vision. That vision has to be clear in your mind. Kongres izvajalcev računovodskih storitev je najpomembnejši letni dogodek GZS, zbornice računovodskih servisov. Namenjen je predstavitvi najaktualnejših vsebin s področij, ki neposredno vplivajo na opravljanje dejavnosti računovodskih servisov in jih predstavljajo priznani domači predavatelji. Osrednja tema letošnjega kongresa je bila digitalizacija računovodskih storitev. Predvsem se moramo zavedati, da se bodo računovodje morali v zelo hitrem času spremeniti. GZS, Združenje kemijske industrije, Naravoslovno-tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in GIZ Grozd Plasttehnika so pripravili srečanje z naslovom 3D tisk – priložnost za industrijo. Predstavniki znanstveno-raziskovalne sfere ter vodilnih slovenskih podjetij na tem področju so predstavili tehnologije in trende razvoja, udeleženci pa so si lahko primere 3D tiskanja ogledali tudi v živo. In je to tehnologija, ki pač omogoča preko noči dobiti od teorije iz 3D modela na računalniku fizično obliko enega polizdelka. Upravni odbor Združenja upravnikov nepremičnin, ki deluje pri GZS, zbornici za poslovanje z nepremičninami, je sprejel pravilnik o certifikatu zaupanja vreden upravnik. Ocenjujejo namreč, da je ključni vzrok za večino težav, ki se pojavljajo na področju upravljanja z nepremičninami, prav dejstvo, da se s tem področjem v Sloveniji lahko ukvarja kdorkoli. Zato, da se ukvarjaš s to dejavnostjo, pri nas gospodarska družba ne potrebuje izpolnjevati nobenih pogojev, razen tega, da se pač registrira za to dejavnost. V sklopu delavnici iz cikla prodaje in marketing je bilo teoretično in praktično prikazano zaključevanje prodajnih pogajanj, ki ni zgolj podpis pogodbe ali strankino plačilo, ampak strategija, ki jo ima prodajnik od začetka do konca pogajanja. Danes je trg tako zahteven, konkurenca je tako močna in kupci so pravzaprav tako zasičeni s ponudbami, da si prodajnik ne more več privoščiti, da bi na trgu improviziral. Reprezentativni predstavniki delodajalcev in delojemalcev so podpisali novo kolektivno pogodbo za kmetijstvo in živilsko industrijo. Ta podpis je tudi za nas živilska in kmetijska podjetja izjemnega pomena. Projekt kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu se nadaljuje s projektom Kocles 2.0. Njegov namen je vpeljava konceptov design managementa in znamčenja ter razvoj drugih kompetenc zaposlenih, ki lahko okrepijo uspešnost slovenskih lesarskih podjetij. Tukaj vidim veliko in dobro možnost, da se o temah, ki so razpisane, podučimo res temeljito. Na konferenci ob zaključku projekta Skupaj gradniki zdravja, katerega nosilec je bila GZS, podjetniško-trgovska zbornica, so ugledni gostje iz Slovenije in tujine govorili o tveganjih in primerni preventivi, orodjih ter pripravi načrta promocije zdravja na delovnem mestu. Menim, da je ta korak pravzaprav sodelovanje podjetniško-trgovske zbornice pri tem projektu ena velika prednost za naše člane. Skupno nacionalno konferenco ob zaključku projektov Gradim zdravo, Zdravi na kvadrat 2 in 3x zdravo je pripravila GZS, zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala v sodelovanju z Združenjem kovinske industrije in Združenjem kemijske industrije. Upam, da bo odmev teh akcij dobil še več posluha v slovenskem gospodarskem in poslovnem svetu in predvsem, da bomo nadaljevali z pozitivnimi izkušnjami.